Z vstopom oziroma s podpisom te koalicijske pogodbe Nova Slovenija uresničuje svoje predvolilne obljube, da bo stopila v morebitno večinsko desno-sredinsko koalicijo. S tem prevzemamo določene odgovornosti, dolžnosti, zavedamo se, da v tem času vladati ne bo lahko, vendar želimo pri tem tudi po svojih najboljših močeh in znanju prispevati v dobrobit državljank in državljanov Slovenije. V koaliciji si bomo prizadevali za korektne odnose znotraj koalicije in tudi z opozicijskimi kolegi. Želimo, da bi bil demokratičen dialog tako v koaliciji kot tudi v parlamentu in pa v slovenski družbi. Prizadevali si bomo tudi za dialog s socialnimi partnerji, ker želimo, da bi pri tem reševanju Slovenije iz krize sodelovali vsi, kajti samo skupaj bomo lahko naredili največ. In ti ukrepi, ki jih bomo sprejeli za zmanjševanje slovenskega dolga, so potrebni, vendar smo prepričani, da bodo prinesli dolgoročno dobre, pozitivne posledice za državljane, zato verjamemo, da bomo pri tem tudi uspeli, da bodo državljani to razumeli, nas pri tem podprli, seveda pa moramo tudi politiki biti pri tem zgled in prvi, ki se bomo zavzemali za pravičnost, za dialog in pa tudi za najšibkejše člane naše družbe. Slovenija je bila že dalj časa v blokadi. Mi nimamo operativne vlade že vse praktično od jeseni. Tonemo v vedno globljo krizo, zadolževanje je vedno dražje, skratka državna uprava pa stoji. Predčasne rešitve absolutno ne bi bila rešitev, ker bi to agonijo zgolj podaljšale. Zato mislim, da je podpis koalicijske pogodbe prava stvar za Slovenijo. Treba je začeti delati, to so ljudje od nas pričakovali, da čim prej sestavimo vlado in da se začnejo stvari spreminjati na boljše. Seveda pa je na nas velika odgovornost, velika teža, da bomo izpolnili pričakovanja. Zavedam pa se, da bo ta naloga izredno težka, ker, kot je bilo že večkrat rečeno, v tem trenutku je potrebno zmanjšati odhodke za kar 800 milijonov evrov in verjemite mi, da ne bo lahko. To je bilo za pričakovati, glede na vsa politična dogajanja v preteklosti, kako se je vsa zadeva skupaj odvijala. Vesela sem nenazadnje, da je desno-sredinska koalicija uspela doseči sporazum in da se je tudi danes tale koalicijska pogodba podpisala. Mislim, da je za nas trdo delo, nenazadnje tudi Nova Slovenija prevzema del odgovornosti, enakovreden del odgovornosti, za kar se bomo vsi poslanci zavedali, trdo delali in seveda v dobrobit države in državljanov in volilcev, ki so nas volili.